V temle e-predavanju o tem, kako lahko e-podjetniki izberemo ustrezen learning management sistem oziroma na kratko LMS oziroma sistem za naše spletne učilnice. Izbira sistema za spletne učilnice je dostikrat, zelo pomembna odločitev, predvsem iz tega vidika, ker v interakcijo s tem našim sistemom prihajajo tudi naši udeleženci. Kar pomeni, da v bistvu sistema enkrat, ko ga imamo izbranega, ni toliko enostavno zamenjati. Pa ne toliko iz tega tehničnega vidika, ker v končni fazi, če imamo mogoče samo en spletni tečaj z, 10-15 video lekcijami, je to brez problema preseliti, na neko drugo platformo, je to dostikrat vprašanje samo, mogoče urce ali pa 2 časa. Ampak tisto, v bistvu, kar dela to odločitev toliko težjo, je pa predvsem to, da enkrat, ko imamo mi vpisane udeležence v naš sistem, enkrat, ko udeleženci začnejo predelovati vsebine, ko imajo mogoče zaznačeno, kaj so vse že pregledali, ali pa v kakšnih boljših sistemih celo imajo mogoče kakšne osebne zapiske tudi noter in tako naprej, je pa v bistvu ta odločitev potem ne pomeni več, pa selitev ne pomeni več samo to, da mi selimo samo, video lekcije, ampak selimo pravzaprav tudi naše udeležence, ki so se pač že navadili na nek sistem, imajo že poznajo nek sistem, imajo neko svojo razporeditev zadev noter in tako naprej. Vendar pa po drugi strani pa vseeno ta odločitev ni toliko zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker pravzaprav so se vsi te sistemi, zlasti te za e-podjetnike, to se pravi za, spletne edukatorje, e-podjetnike, torej za spletne edukatorje, ki prodajamo svoj know-how na trgu. To se pravi, da nismo v nekem formalnem šolskem sistemu, ampak pač prodajamo naše izobraževalne produkte, so te platforme zelo si podobne med sabo. Tako da v bistvu, ko naredimo odločitev, da se odločimo za en sistem, ta odločitev definitivno ni, katastrofalna ali pa neka taka zelo usodna odločitev. Vedno se bo zgodilo, da ima sosednja platforma nekaj, kar naša nima. Zdaj, ponavadi je tudi tako, dlje časa, ko uporabljamo tako platformo, bolj, ko se mogoče, učimo tudi na različnih, tudi kot udeleženci, recimo, če gremo v različne sisteme, pa ugotovimo, tale pa sistem ima pa nekaj drugega, česar moj nima, pa tako naprej. Skratka, to ponavadi pride, s časom. Na začetku pa, bom dala zdaj v nadaljevanju nekaj napotkov oziroma nekaj stvari, na katere je treba biti pozoren pri tisti prvi začetni odločitvi. Tako kot rečem pa to, v osnovi platforme med sabo imajo neke osnovne funkcionalnosti enake, bolj so, razlike take detaljne oziroma take zelo minimalne. Tudi sama, recimo, sem na platformi Teachable, pa bi mi recimo v trenutnem momentu zelo prav prišla funkcionalnost communities, torej spletne skupnosti, ki jo recimo ima platforma Thinkific, pa jo platforma Teachable še nima. Ali pa recimo, na Teachable ni opcije, da bi lahko udeleženci iskali med lekcijami. Recimo sama imam video knjižnico, kjer se nabira večje število video vodičev, pa bi bilo zelo elegantno, da bi udeleženci lahko tak video vodič poiskali, tako da v iskalnik v spletni učilnici vtipkajo pač kaj iščejo, pa bi se jim to pokazali. Tega pač recimo Teachable nima. Ima pa Teachable recimo, zadeve kot so, da lahko predvajaš video izven spletne učilnice, ali pa recimo, da si lahko delaš osebne zapiske in podobno. Skratka, tukaj, ko gledamo generalno, te platforme niso tako strašno zelo različne, imajo pa, tiste neke majhne, drobne malenkosti, ki se razlikujejo, pa tudi upoštevati je treba to, da v bistvu se te platforme nenehno razvijajo. Sploh v teh časih zadnjih, od 2020, 2021, 2022, naprej so te platforme, ko je še večja potreba trga po tovrstnem izobraževanju bila, so se te platforme začele še večkrat bolj dodatno razvijati in se razvijajo, kar pomeni, da v bistvu dodajajo vedno nove funkcionalnosti, kar pomeni, da če ena platforma zdaj nečesa nima, še ni rečeno, da pa čez 1 leto mogoče tega ne bo imela. Ko dajmo najprej za začetek samo pogledati v bistvu v grobem, kaj pravzaprav pomeni LMS sistem oziroma kaj so tisti ključni gradniki
learning management sistema oziroma teh platform za spletne učilnice. Bom jaz v nadaljevanju uporabljala kar besedo LMS. To se pravi, osnovna funkcionalnost vsakega LMS-a je to, da omogoči to razporeditev, to se pravi to strukturo, da lahko naredimo module in pa lekcije. To se pravi, da se vsebina, pač LMS lahko gledamo kot neko spletno stran, ne, kjer pa nam pač ta struktura oziroma ta LMS omogoča, da naredimo to strukturo modulov in pa lekcij. Potem vsak LMS, oziroma ne bom rekel vsak LMS, večina LMS-ov omogoča tudi video gostovanje. Tukaj se to res treba poudariti, ker ko se odločamo za LMS, sploh če smo kot edopodjetniki in delamo večinoma e-kreativa v obliki videolekcij. Videolekcije, torej video kot format mora nekje gostovati. To je tako, če si predstavljate, videa ne moramo pošiljati kar prek maila, ampak se video nahaja nekje. Recimo, en tak primer gostovanja je recimo YouTube, ki pa seveda ni primeren, ker so pač odprti linki, pa reklame, pa tako naprej, ne. Vendar pa dober LMS ima poleg tega, da omogoči, da vi naredite strukturo modulov pa lekcij, da lahko noter shranjujete tudi videe. To se pravi, da je vključeno tudi to, da vi video lahko naložite neposredno v sistem. Zelo pomembno, ker nekateri LMS-i pač tega nimajo, oziroma nekatere rešitve, ki se jih bomo pogledali v nadaljevanju. To je ta osnovna zadeva, struktura plus video gostovanje. To je tisto, kar osnovno pričakujemo nekako kot edopodjetniki od vsakega learning management sistema in kar v bistvu zagotavlja, bom rekel, ta nek osnovni sistem za spletne tečaje. Potem je pa zdaj tako, potem pa pridejo v LMS-ih tudi različne funkcionalnosti. Tukaj sem postavila 3 sličice, recimo ta prva stvar so aplikacije. Zdajle so ratale popularne, recimo 5 let nazaj to ni bilo popularno, zdajle pa vse bo ratalo popularno, da imajo udeleženci dostop do svojih vsebin tudi v obliki aplikacije. Torej, to zdaj ne pomeni, da samo učilnico gledamo na telefonu, ampak da dejansko v bistvu učilnica, oziroma da obstaja aplikacija, ki, bom rekla, naredi uporabniško izkušnjo na telefonu večkrat drugačno. To se pravi, da ne vem, da prihajajo, ne vem, neka nova neka obvestila o vsebinah, da vsebine, ne vem, so večkrat drugače prikazane in te zadeve, no, pač take, bom rekla, neke malenkostne zadeve, ki pač so pomembne za izkušnjo na telefonu, za razliko od izkušnje na računalniku. Potem kapljanje vsebine, ne. Nekatere spletne platforme, torej te LMS platforme omogočajo kapljanje vsebine, nekatere sploh ne, nekatere samo na višjih planih, ne. Kapljanje vsebine pomeni to, da vsebina prihaja, da lahko nastavimo, da vsebina prihaja pač datumsko vezano ali pa, ne vem, toliko dni po vpisu. To je zlasti za kakšne vodene online programe, je to zelo uporabna zadeva, ker v bistvu ne dobijo udeleženci vsega istočasno, ampak postopoma kaplja. Potem recimo zelo aktualna, vse bolj aktualne so tudi communities oziroma spletne skupnosti, ki so tako kot neke vrste Facebook skupina, vendar znotraj obstoječega sistema. Torej vi ne rabite potem posebej imeti še Facebook skupine, oziroma je pač, bom rekel, v nekaterih primerih je to pač bolj uporabniku prijazno, ker ko smo v nekem učnem okolju, ko se že pač učimo pa predelujemo, da imamo pač na isti lokaciji tudi dostop do nekega suporta oziroma do nekih teh spletnih skupnosti. Potem pa še četrta stvar, ki je pomembna predvsem za edopodjetnike, to se pravi za nas, ki prodajamo svoj know-how, je pa tudi marketing in prodaja. Zato in tukaj, bom rekla, tukaj je tista ključna razlika med learning management sistemi za, bom rekla, formalno izobraževanje, recimo za šolstvo, ali pa temi, ki jih uporabljamo podjetniki, ker v bistvu imamo mi večkrat drugačne potrebe, ne, sploh če prodajamo naše spletne tečaje, je tukaj v ozadju potem pač tudi ta avtomatizacija prodaje, plus če prodajamo še na tuje trge, je tukaj še vprašanje obdavčevanja in tako naprej, skratka je to še en element, ki ga moramo si pogledati. In pa tudi marketing. Marsikatera od teh platform oziroma večina od teh platform, ki so namenjene prav za edopodjetnike, dela veliko na tem tudi, da v bistvu nam pomaga z raznimi funkcionalnostmi, recimo kot so email marketing sistem ali pa neke integracije z različnimi sistemi, da v bistvu lahko naše spletne tečaje tudi čim bolj uspešno tržimo, kar s pomočjo teh spletnih učilnic oziroma naše LMS platforme.
Ok, pa poglejmo zdaj, jaz sem tukaj nanizala 3 platforme, oziroma 6 jih je, no, če suma sumarom pogledamo tole sliko, 6 platform, ki so primerne za slovensko govoreče okolje. Zdaj, če greste vi v tujino, če razmišljaš o tujini, pa če razmišljaš o teh, to se pravi mednarodnih, o tečajih za mednarodni trg, potem je ta opcija spletnih učilnic oziroma teh LMS platform praktično neskončna. Ne? Ko pa govorimo o slovensko govorečem okolju, kar pomeni, če so naše stranke, naši udeleženci Slovenci, to se pravi pač slovensko govoreča publika, je pa seveda fino imeti sistem, ki omogoča uporabniško izkušnjo za našega udeleženca v slovenščini. Torej, vsi tele 3 sistemi, ki so zgoraj navedeni, Thinkific, Teachable in pa onlinecoursehost.com, so LMS platforme, ki omogočajo prevod oziroma pač slovenski uporabniški vmesnik. Kar pomeni za nas kot administratorje oziroma upravljalce platforme je sicer zadeva v angleščini, vendar pa je za naše udeležence, ki prihajajo v sistem, torej kot udeleženci, torej za naše stranke, ki prihajajo v sistem kot udeleženci, so pa stvari polokalizirane, to se pravi, so pa v slovenščini. Zdaj, Thinkific, tukaj tudi mečkana razlika med temi platformami je že v tem, ali imajo v bistvu prevode narejene avtomatsko, recimo Thinkific pa onlinecoursehost.com sta platformi, kjer ni potrebno prevajanje, ampak vi samo izberete jezik. Rečete, jaz želim imeti platformo v slovenščini, izberete iz pustnega seznama jezik slovenščina in je platforma in vse zadeve, tiste ta osnovne zadeve so v slovenščini. Medtem ko recimo pri Teachable je druga situacija, kjer je pa treba v bistvu celotno platformo prevesti, je pa seveda to tudi po drugi strani prednost v tem, ker mi lahko to prilagodimo po svoje. Ne? Recimo, namesto da uporabimo besedo kurs, ki je prevedena običajno kot tečaj, mi lahko tam prevedemo to besedo potem kot, ne vem, recimo, sama pri sebi sem jo prevedla kot e-dogodek, recimo, ne? Ali pa kot program namesto tečaj in tako naprej. Skratka, tole so 3 platforme, torej Thinkific, Teachable pa onlinecoursehost.com, ki so nekako zadnja leta, zdaj bom rekla tako, Thinkific pa Teachable sta platformi, ki sta na trgu že tam nekje od leta 2012, sta dokaj stabilni, sta veliki, je pa tudi, bom čisto iskreno povedala, da tudi v bistvu sta paglih zaradi te velikosti včasih mečkano bolj počasnejši pri razvoju nekih dodatnih funkcij, počasnejši je tudi mečkan support zadnja leta, sploh od korone naprej, ker je povečan obseg poslovanja teh platform in tako naprej. No, tako to so tudi potem neke take malenkosti, ki jih je treba vzeti v zakup. In pa Online Course Host je pa recimo neka dokaj nova platforma, sem jo pa dodala zato, ker je pač, vem, da je trenutno na voljo tudi pač slovenski prevod in pa dokaj ugodna cena je, no, tako da v bistvu v primerjavi s Thinkificom pa Teachable, kjer grejo cene že rahlo, bom rekla, proti 100 evrom, se da dobi tale Online Course Host že za dobrih $20. Tukaj sem dodala potem še 3 opcije platform, ena je Moodle. Zdaj, Moodle je predvsem za šolski sistem, mislim, ga uporabljajo v šolstvu in se tudi razvija bolj v skladu s šolstvom, kot pa s potrebami edu-podjetnikov. To se pravi, te prve 3 platforme v prvi vrstici, Thinkific, Teachable, Online Course Host, so res, bom rekla, se razvijajo tudi ta vidik, prodajni vidik, pa marketing vidik, medtem ko pri Moodlu se več ali manj razvija, bom rekla, bolj ta vidik platforme kot za vsebinski del. No. Moodle se da seveda inštalirati tudi na lastni spletni strani, če imamo recimo postavljeno na WordPress strani, je pa kar mečkam, bom rekla, bolj kompleksna zadeva in pa pri Moodlu, enako kot pri WordPressu, če na zadevo nainštaliramo na svoji spletni strani, to se pravi pri WordPressu, ki je tudi druga opcija, da lahko s pomočjo vtičnikov ali pa tem na WordPressu vzpostavimo to LMS okolje, je pa treba upoštevati pri Moodlu pa pri WordPressu predvsem to, no, da oba dva nimata vključenega gostovanja videov, kar pomeni, da je treba potem imeti še dodatno platformo za to, da lahko naložimo videe tja, kar pomeni večkrat dodatnega dela, ker je treba v bistvu najprej video naložiti na eno platformo, kot je recimo YouTube, ali pa tudi Screenpal ima svoje možnost gostovanja, potem pa v bistvu pač
prekopirati link v spletno učilnico, medtem ko pri Thinkificu Teachable in pa online course hostu video naložimo direktno noter in ni treba nikakršne dodatne kolaboracije, oziroma kakšne dodatne zadeve delati. Kot često sem dodala še slovenski LMS sistemi, na trgu imamo tudi nekaj slovenskih LMS sistemov, jaz jih trenutno tukaj ne bom omenjala, tako da če želite, oziroma če vas zanima ta zadeva, no, se mi lahko oglasite, pa vas usmeram. Na podlagi svoje prakse sem izbrala štiri vprašanja, ki nekako so nam lahko vodilo, ko se odločamo za ustrezen LMS za nas. Tukaj ne res poudaram, ko izbiramo LMS, to ne pomeni, da je en LMS boljši ali pa drug slabši, gre za to, da imamo mi kot edopodjetniki različne potrebe. Bom tukaj mogoče kar izpostavila recimo 3 različne primere, zato da si lahko predstavljate, kaj pravzaprav je treba, o čem je treba razmisliti. V bistvu primeri, ki se navezujejo, so v bistvu lahko rečemo kar tale vprašanje številka 1, koliko sem pripravljen plačati za sistem. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? V prvi fazi mogoče kakšen reče, sej, ne vem, mi je vseeno, plačam tistih, ne vem, 100 evrov na mesec, pa mi je vseeno. Ampak v resnici, ne, ni vseeno, ne, mislim, sploh, če malo podjetniško pogledamo, ne, pa se te sistemi večkrat tudi cene rastejo, pa tako naprej, je treba se kar poglobiti v to vprašanje, kaj pravzaprav res pričakujemo od takega sistema. Ne. Zdaj, če imamo mi LMS sistem, spletne učilnice, zgolj zato, da imamo mi tam naložen en spletni tečaj, ki ga prodamo mogoče enkrat, ne vem, da imamo mogoče celo ceno samo, ne vem, 50-60 evrov, pa ga prodamo enega na mesec, ja, v tem primeru je mogoče cena za LMS 100 evrov totalno preveč, ker nam niti ne prinese noter, bom rekla, ker nam niti en prodan tečaj ne pokrije stroška platforme. Če imamo recimo, ne vem, LMS za to, da v bistvu odlagamo noter video posnetke od, ne vem, Zoom srečanj ali pa česarkoli podobnega, ne, za naša izobraževanja, ki jih sicer delamo klasično, recimo na terenu, je tudi vprašanje, kaj nam zdaj to pomeni, ne, ali to, da v bistvu en udeleženec na mesec mogoče si pogleda en video, ali to odtehta ceno, ne vem, 100 evrov recimo, ne. Po drugi strani pa, če imate sistem, recimo, ne vem, sama uporabljam ta sistem, kljub temu, da ne prodajam tečajev preko teh sistemov in da v resnici ne živim, bi se rekel, od tega, da bi od, ne vem, svojih spletnih tečajev, ne vem, da bi imela en spletni tečaj, ne vem, za 100 evrov, pa da ta spletni tečaj prodajam, ampak imam v bistvu recimo to predvsem kot support pri mojih mentorstvih. To se pravi, recimo prodam mentorski program za, ne vem, 500, 600, 700, 800 evrov in je potem zraven tak support, zato da meni pa udeležencu odtehta to, da nimava vse korespondence po mailih, da lahko odlagava video posnetke, da ga lahko usmeram na spletno učilnico s spletnim tečajem, kjer so že narejeni posnetki in mi ni treba dodatno snemati in tako naprej. Ne. V tem primeru se pa meni že splača dati recimo, ne vem, 60-70 evrov za sistem, ker vem, da mi odtehta 2 ure dela, ki bi ga sicer porabila za to, da, ne vem, prepošiljam video posnetke ali pa da snemam nekaj na novo in tako naprej. Skratka, mi prihrani čas. Tako da prvo vprašanje, no, ki si ga vedno zastavite, je, zakaj jaz tak sistem potrebujem, pa koliko sem pripravljen plačati za njega. Zdaj, večina sistemov gre trenutno v rangu, no, trenutno recimo med temi tremi, ki sem jih omenila, online course host, najcenejši, ta štartajo, mislim, da trenutno recimo pri $25, medtem ko Teachable pa Thinkific prijeta že tja na ceno 100 evrov. Imamo pa tudi platforme, kot so, ne vem, Kajabi, Kartra in podobni, kjer pa recimo štartajo sistemi za ceno recimo pri $150 na mesec, vendar pa imajo noter tudi že potem recimo email marketing sistem in podobno. Druga stvar, ki se je treba vprašati, je, katere funkcionalnosti potrebujem in tukaj res v bistvu treba, zato tukaj jaz vedno predlagam, da je pač fino pregledati postavci, bom rekel, neko strategijo svojega online edu biznisa vnaprej. Torej, pregledati, kaj je tisto, kar bomo počeli, ne? To se pravi, kaj bomo v online obliki počeli. Ali bomo to v bistvu samo, ne vem, shranjevalnike videe, ali bomo prodajali spletni tečaj, ali bomo mogoče ta spletni tečaj bolj interaktivne narave, v smislu, da je treba imeti tudi kakšne diskusije na razpolago, ali pa kakšne communities, torej spletne skupnosti in tako naprej. Ne? Skratka,
moramo se kar fino pač vprašati, kaj točno so tiste stvari, ne. Ker recimo, ne vem, kot sem dala primer, pri meni video vodiči so ena zadeva, kjer bi recimo meni zelo prav prišla varianta, da obstaja nek repozitorij, neka knjižnica, kjer lahko udeleženci na en enostavnejši način brskajo po vsebinah, ne pa tako, kot je zdaj recimo narejeno v obliki spletnega tečaja, ne. Tako da tukaj se le usedemo pa pogledamo strategijo online e-biznisa, katere programe bomo pripravili, recimo v roku naslednjih 2 let, kaj si želimo in tako naprej, in potem na podlagi tega iščemo funkcionalnosti. Tretja stvar je, ki se za vprašati, je, kako bom spletni tečaj prodajal. Namreč te platforme za e-podjetnike omogočajo tudi prodajo spletnega tečaja preko sistema. Zdaj, čisto kratko, kaj to pomeni. To pomeni, da na spletni strani, recimo, ko kreirate spletni tečaj na tej LMS platformi, recimo na primeru Teachable, ima pristajalna stran, ki je zunanja, ki je v bistvu predstavitvena stran vašega tečaja, ima gumb kupi. In ko udeleženec klikne na tisti gumb kupi, ga popelje v košarico, tako imenovano, na spletno blagajno in plača s kartico oziroma prek PayPala, Stripa, kakorkoli že, in ga avtomatsko po tistem, ko je on kupil, plačal s kartico, oziroma ko je opravil pač spletni nakup, ga avtomatsko v isti sekundi, minuti vpiše v tečaj. In to v bistvu v resnici pomeni prodajati spletne tečaje preko LMS platform. To, da ljudje, ko pritisnejo gumbek kupi, plačajo, torej opravijo spletni nakup in so takoj avtomatsko vpisani noter. In to je tista, bom rekla, najbolj popularna avtomatizacija pri spletnih tečajih, sploh, če prodajamo večje količine tečajev. Zdaj, če vi prodajate, ne vem, en tečaj na mesec ali pa, dobra, pa recimo majčkeno več, če recimo 10 tečajev na mesec, se je za vprašati, če je to res pomembna funkcija, ker je kar nekaj, pač bom rekla, ker je majčkeno zakomplicirano. Če pa prodajate na mednarodni trg, je pa itak skoraj da najboljša varianta to, da prodajate avtomatsko dejansko preko teh sistemov in takrat tudi gledate na to, da uporabite sistem, ki poskrbi za to, da bo odvajal davke, ustrezne davke razporejal po državah. No, na to temo imam posebej video vodič v spletnem hubu za e-podjetnike, o tem, kako prodajamo, oziroma na kaj moramo biti pozorni, ko prodajamo v tujino, ampak tukaj, no, predvsem toliko, no, da v bistvu, če imate cilj prodajati v tujino, bodite pozorni na to, da tukaj je potem treba tudi pač prilagoditi tudi to, bom rekla, mislim, je tudi ena od zahtev je tudi to, pač, da je obdavčitev vezana na državo, iz katere prihaja vaš kupec, no. Zdaj, za slovenski trg pa, če delate, no, glede na to, da je fokus v tem videu, v tem e-predavanju, predvsem na slovenskem trgu, bi pa tako rekla, da v bistvu se je treba predvsem vprašati, če boste prodajali manj kot 10 spletnih tečajev oziroma manj kot nekih 10 vpisov na mesec, lahko to zadevo izvedete tudi izven sistema in v spletne učilnice potem vpisujete tako imenovano na roko. Manual enrollment, kar pomeni, da v bistvu udeleženci se registrirajo na vašo platformo, to naredijo lahko sami in je čisto pač neodvisno od vas. Potem pa v bistvu, recimo, ko vam plačajo, recimo, da kupijo pri meni, recimo, tak sistem, da vpis v spletno članstvo poteka tako, da v bistvu odda udeleženec oziroma stranka odda naročilo na moji spletni strani, jaz pošljem potem predračun, stranka plača, jaz jo vpišem na roko v sistem, prej seveda rečem, da naj se registrira na moji platformi in v resnici v tistem momentu, ko vidim, ko preverjam v svoji spletni banki, da je plačilo prišlo, mi vzame minuto časa, da grem v sistem in jo vpišem na roke. Tako da pri manjši količini teh vpisov ali pa kadar želimo imeti pač nek svoj računovodski sistem, pa pač neko večjo kontrolo, je potem pač ta boljša varianta. Treba pač naredimo prodajo izven sistema. Če pa prodajamo preko LMS-a, je pa spet v bistvu sta dve stvari, ki je treba biti pozoren. Eno je, da je lahko prodajalec v tem primeru platforma sama. V tem primeru je seveda prednost zato, ker ta platforma poskrbi za to, da se davki pravilno odvedejo. To je predvsem pomembno za prodajo na tuje trge. Če imate prodajo za Slovenijo, ni toliko relevantno, ker imate samo eno stranko, en tip stranke, ne.
Če pa prodajate v tujino, pa ne boste nikoli uspeli sfolgati, 10 različnih držav z 10 različnimi obdavčitvami. Tako da pri prodaji spletnih tečajev, če se odločite za ta avtomatiziran sistem, to se pravi, da platforma prodaja da preko platforme dejansko prodajate, je potem opcija tako imenovane integracije z vašim poslovnim Stripe računom ali poslovnim PayPal računom, pri čemer bi pa še to opozorila, da plačila, ki grejo preko Stripa, jih je treba davčno potrditi na isti dan, kot pride plačilo, kar pomeni, da morate tukaj poskrbeti še za dodatno integracijo, oziroma morate poskrbeti, ali da na roke davčno potrdite tisti račun v tistem dnevu, ko se je pač transakcija izvedla, ali pa morate poskrbeti še za dodatno integracijo, torej ni dovolj samo ta integracija znotraj LMS sistema, to se pravi, da naštimate, da povežete LMS pa vaš recimo PayPal račun, oziroma Stripe račun v tem primeru, ampak morate povezati potem še ta vaš Stripe račun še z nekim sistemom za avtomatizacijo davčnega potrjevanja teh računov. Tako da tukaj je ena od stvari, ki so majčkeno bolj kompleksne. Predvsem je to za vas pomembno v tej fazi, da se vprašate, na kakšen način želite te spletne tečaje oziroma te svoje digitalne produkte prodajati. Pol, ko se boste razjasnili, to se pa potem lahko tudi, sama nudim storitev svetovanja, brezplačnega svetovanja, kratko svetovanje za vzpostavitev teh sistemov, pa se lahko pač oglasite pri meni na brezplačnem posvetu, pa pregledamo v bistvu zadevo majčkeno bolj podrobno. Potem pa še četrta zadeva je pa, katere elemente pač tega recimo edo-marketinga oziroma marketinga v splošnem pričakujemo od LMS-a. Zdaj, če imate lastno spletno stran, pa na njej postavljate landing strani oziroma neke te prodajne strani, potem vam najbrž ta funkcionalnost mogoče v LMS-u ni toliko zelo pomembna. Če pa nimate sicer enega sistema, kjer bi delali podrobne opise spletnih programov, vam bo pa mogoče pač to pomemben faktor. Mogoče vam bo pomemben faktor, da ima sistem vse v enem, to se pravi, da imate tudi email marketing sistem znotraj LMS-a. V tem primeru recimo Thinkific pa Teachable definitivno nista ustrezna sistema, ker tega nimata, in tako naprej. Je treba potem neke druge sisteme iskati in prilagajati in podobno. Tako da to so 4 vprašanja, ki si jih zastavite. Ni treba v tej fazi vedeti točno, kakšne so rešitve, ampak je to vprašanje, ki si ga zastavite zase in pa sebi razdelate, potem pa lahko pridete tudi k meni na posvet, pa vam jaz v bistvu vas pomagam voditi skozi platforme, da vam pokažem oziroma da skupaj izberemo, katera je ustrezna. Če vam pa tukaj samo na kratko pokažem primer, kako v bistvu sama raziskujem pač platforme, katera je ustrezna za koga, pa čist en tak osnoven princip. Zdaj tukaj sem odprla vse 3 platforme, torej Online Course Host, sem dala pricing plan, na Thinkificu pricing plan in na Teachable pricing plan. Vse sem dala nastavila na monthly, to se pravi, to se pravi, da imamo enako vredno primerjavo. Torej tale ponavadi so avtomatsko nastavljene na letne plane, ki so cenejši, tako da morate biti pozorni, da prva stvar, ki naredite, je to, da posod nastavite na monthly plan. Potem pa gledate, če ste si vi zadali ceno, želim, da je to do $100, ponavadi so te cene so v dolarjih, ali pa recimo, da bomo do 50, bomo tle prišli, pa bomo videli, na Online Course Hostu imamo ceno 25 na mesec, pa ceno 59. Na Thinkificu imamo 48, pa 97. S tem, da tukaj bi res opozorila cene, sploh za Thinkific se zdajle pripravlja podražitev, tako da boste zmeri pozorni na to, tudi to, da pač lahko te cene grejo gor. Tako da vidimo pa recimo, če smo si zastavili ceno do 50 evrov, pravzaprav Teachable niti ni rešitev za nas ustrezna, ker je že cena 59. Potem pa pač gledamo iz tega, ali nam teh $9 pomeni toliko, da tole zadevo čisto odpišemo, ali bomo vsem pogledali, kaj za ta denar dobimo. Tako da tukaj bi jaz rekla, potem pogledate pod tistim planom, ki vam nekako finančno ustreza, si pogledate, kaj ta plan omogoča. Tukaj lahko vidimo, zmeraj gledajte, to se pravi, te variante, pač načeloma tele 3 platforme vse pač imajo gostovanje že vključeno, ampak vedno pri kakšnih drugih platformah pač pogledajte tudi to,
če so kakšne omejitve glede števila tečajev, ne, s tem, da tukaj treba biti pozoren. Recimo pri Teachable nam kaže, da je sicer omejeno na 5 tečajev na basic planu, ampak to pomeni na 5 objavljenih tečajev, kar pomeni, spet so tukaj mečkan hakelci, da je treba poznati stvari iz ozadja, ker to pomeni, da imate vi lahko 20 spletnih tečajev noter, v katere vi upisujete ljudi na roke. Vendar pa jih imate samo 5 takih, v katere se ljudje lahko upišejo sami. Tako da to v bistvu pomeni teh 5 kursov, ne. Potem lahko pogledamo tukaj, Thinkific ima enega administratorja lahko, medtem ko recimo pri online course hostu imamo lahko 2 administratorja. Če imate kakšnega virtualnega asistenta ali pa nekoga, ki vam bolj, dela te zadeve, je že fino, da imate recimo možnost 2 administratorskih računov. Fino je pogledati potem vse, kaj je noter še vključeno in ponavadi je najbolj gledati takole spodaj, so ponavadi te compare plans, tudi tukaj le pri Thinkificu je spodaj complete features list in pa pri Teachable ravno tako tukaj le spodaj se malo zarolamo oziroma get more details on each plan, dobimo celoten pregled, pa tudi napisane stvari, kaj točno, katera stvar je. Vem pa, da je tale delček najbolj zakompliciran, ker v bistvu marsikatere stvari najbrž mogoče niti ne poznate, niti ne razumete iz tega pricing plana, zato se pravi običajno, pa če jaz povabim vsakega edupodjetnika, ki želi, imeti svojo platformo, ga povabim na en pogovor, da lažje razdelamo, kaj so tiste njegove, da mi pove v bistvu, kaj so njegove želje, kakšne tečaje spletne sploh pripravlja, kaj želi sploh s tako platformo početi, recimo v roku nekje 2 let, ne, in da potem na podlagi tega se lažje odločimo, katera platforma bi bila ustrezna. Ključno vprašanje, ki si ga pa postavite v generalnem, je pa to, kdaj zares potrebujem LMS. Pa se bomo mi to pogledali v nadaljevanju, tukaj bi pa samo pokazala proces, kaj potrebujete, da zaštartate z uporabo LMS-a. Namreč jaz razumem, da in vidim tudi iz prakse, da edupodjetniki, ko se odločajo za spletni tečaj, jaz razumem, da je ena od odločitev tudi to, da moramo vedeti, s kakšnim zneskom bomo operirali na mesečni ravni, to se pravi, kaj bo za nas pomenilo. Ali moramo dati, ne vem, 20 evrov na mesec za spletni, za gostovanje, za tole, za spletne učilnice, ali pa 50 ali pa 100, ne, je večkrat razlika. Tako da iz tega vidika bi vam rada samo pokazala, kaj pravzaprav potrebujete, ko zaštartate z uporabo LMS-a. Prva stvar je vzpostavitev LMS sistema. To pomeni, da ko začnete postavljati LMS, običajno pride zelo tak grob. Prvič je v angleščini vse, drugič nima gor logotipov, barov, nima ničesar in tako naprej. In to je prva stvar, je torej to, da se naredi nek dizajn, da se naredi tista naslovna stran neka lepa, da se naredi nastavitve, to se pravi, da se napiše pogoje uporabe, da se napiše politiko zasebnosti, da se vklopi obvestilo o cookijih, da se, ne vem, nastavijo kakšne druge zadeve, ki so potrebne še, spet odvisno od primera do primera, in da se naredi vse integracije, ki so potrebne. Tukaj so predvsem mišljene integracije te plačilne, recimo, da če želite prodajati preko platforme, da se naredi integracija s Stripom, z vašim poslovnim računom od Stripa ali poslovnim računom od PayPala. Integracije so tudi recimo z vašim obstoječim email marketing sistemom, kar pomeni, da recimo, ne vem, ko se nekdo vpiše v vašo platformo, da mu avtomatsko sproži mail, da se lahko vpiše tudi na vašo mailing listo in podobno. Spet govorimo o tem nekem generalnih zadevah, nekateri rabite recimo integracijo, nekateri pa nikoli ne rabijo recimo. S tem, da ta dizajn pa nastavitve, te osnovne nastavitve pa vsakdo potrebuje, kar pomeni. Tukaj je potem prvič tisto situacija, včasih pridejo do mene edupodjetniki pa rečejo, sem si pogledal video vodiče, pa so ful enostavni za videti, kako se nalaga vsebina, pa kako se spletni tečaj naredi. Potem sem pa prišel v sistem in pa tako izgledal grozen, da sploh nisem vedel, kje začeti. To je ravno zato, ker v bistvu ste se osredotočili verjetno, ko ste gledali video vodiče, kako se uporablja sistem, ste gledali video vodiče, kako se naloži
vsebino, torej to, kar imamo mi tukaj prikazano v drugem koraku, niste se pa osredotočili na to vzpostavitev LMS sistema. Načeloma te vzpostavitve so spet zelo odvisne od sistema do sistema. Pri recimo online course host v tem momentu lahko rečem, da je stvar 10 ali pa 15 minut, da se stvar vzpostavi in čez 15 minut platformo lahko začnete uporabljati. Če imate Teachable, kjer smo rekli, da prevode delamo sami, pomeni, toliko časa je treba vložiti za to, da se naredi tiste prevode na tipka, sem pač prek copy-pasta, da se naredi dizajn platforme in tako naprej. Pri Thinkificu spet podobno, da se nastavi dizajn, da se vklopi vse te cookie in vse te zadeve. Ne. Zdaj, na tej točki bom malo EPP-ja naredila, ne, to se pravi, jaz vam vzpostavitev sistema vam lahko pomagam narediti, kar pomeni, da vam ta sistem vzpostavim, da res pregledam, da vse stvari štimajo in vam hkrati tudi naredim, bom rekla, en tak video trening, da v bistvu tudi sami veste, kaj je še, kje in kaj se lahko kakšna stvar še popravi, no? In pa da tudi veste, v bistvu, kako platformo sploh uporabljati. In to je, bom rekla, tudi ena od ključnih stvari, ki se meni osebno zdi pomembna, da podjetniki razumete ta svoj sistem. Ker tukaj to ni spletna stran, na katero recimo, ne vem, pošljete računalničarju vsebino, pa ne jo naloži, pa vi se ne ubadate s tem, kaj pa kako je to on naredil. Pri LMS sistemih ste vi ves čas, vi in vaši udeleženci ves čas v interakciji s tem sistemom in je pomembno, da ta sistem razumete. Ni treba, da ga poznate v nulo, v piko, tako kot recimo jaz poznam sisteme, ampak morate pa vedeti, kaj potegne kakšna stvar za sabo. Kaj pomeni, če se je udeleženec registriral na roke, kaj pomeni, če ga upišete na roke, kaj pomeni, če ne vem, kupuje preko sistema. Da razumete, kakšne funkcionalnosti imate za udeleženca na voljo in tako naprej. Ne? Skratka, tukaj je potem en tak proces tudi tega, ta učni proces, da vi to platformo tudi spoznate. In tukaj se pravi, če vam pomagamo vzpostaviti ta LMS sistem, vam v okviru tega vzpostavitve naredim tudi, bom rekla, to podporo v smislu, da vas onboardam, to se pravi, vas vkrcam v sistem, da ga znate uporabljati. Potem pa, ko imate sistem vzpostavljen in običajno to lahko naredimo, jaz osebno bom zdaj rekla, lahko to naredim v parih delovnih dneh, če pa to delate sami, pa seveda morate pač upoštevati, da rabite to dlje časa, ker morate tudi pogruntati, če kaj vse morate narediti, pa tako naprej. Skratka, ko imamo vzpostavljen LMS sistem, načeloma je to lahko, smo rekli, tudi samo 10 ali pa 15 minut pri kakšnih sistemih, potem šele začnemo lahko nalagati vsebino, oziroma pač vsebino lahko naložimo že prej, ampak ne bo uporabna za naše udeležence, dokler seveda sistem ni pripravljen, torej dokler ta vzpostavitev LMS sistema ni dokončana. Tako da v bistvu potem naložimo to začetno vsebino in potem sledi tale opis in onboarding udeležencev. Tukaj bi zelo poudarila tudi to spet, ne. Mi sistem moramo poznati zato, da lahko naše udeležence čim bolj lahkotno onboardamo, torej čim bolj lahkotno vkrcamo v to, da oni čim bolj izkoristijo sistem, da jim je to prijetna izkušnja, da ga znajo uporabljati in tako naprej. Tako da tukaj res apeliram na vas, da ko se odločite za en tak sistem, dajte vkalkulirati čas, bom rekla, kar nekaj ur, bom rekla, dodatnega učenja, da spoznate sistem, da se to sistem naučite uporabljati. Bolj, ko boste poznali sistem, bolj, ko ga boste uporabljali, bolj, ko boste zainteresirani za to, da spremljate, kaj se novega z vašim sistemom dogaja, kakšne so novosti, kakšne so nove funkcionalnosti, ki prihajajo, bolj boste znali ta sistem izkoristiti za svoje udeležence, pa za svoje online programe. Zdaj pa še najbolj ključno vprašanje, kdaj implementiramo oziroma kdaj gremo zares v to, da kupimo oziroma najamemo oziroma začnemo plačevati naročnino na tak LMS sistem. Tukaj namreč vidim velikrat to, da stranke pridejo do mene, pa rečejo, jaz bom pa najprej LMS sistem imel, pa torej imajo pač, bom rekla, mene najamejo, da jim vzpostavim sistem, da se ga naučijo uporabljati in tako naprej. Potem pa dolg časa sploh nimajo narejenega spletnega tečaja in preden pride do prvih opisov udeležencev, včasih traja tudi, ne vem, 1 leto ali pa 2. V tem času se potem sistem spremeni, v tem času se sistem poupdata in v tem času po možnosti vi tudi že plačujete za brez veze za sistem. Zdaj nekateri sistemi, te LMS sistemi imajo seveda opcijo, da imate recimo en tečaj brezplačen,
gor, pa se lahko učite ves ta čas, ali pa mogoče malo pač pregledujete zadeve, nekateri pa itak morate pa takoj začeti plačevati, ne. Recimo online course host morate takoj začeti plačevati, ima samo free trial, mislim, da 14 dni ali nekaj takega, potem morate pa začeti plačevati. In recimo, ne vem, če ste najeli to, recimo, ne vem, zdaj nekaj januarja 2023, ste začeli plačevati naročnino za sistem, spletni tečaj pa šele izgrajujete in bo narejen šele, ne vem, septembra 2024, ste 9 mesecev brez veze plačevali naročnino za LMS. No, poleg tega je od tistega časa, jaz ponavadi tako delam, da ko vas učim, torej ko naredimo, ko vam vzpostavim LMS sistem, kot sem že omenila, tudi posnamem video vodiče, sem vam na voljo tudi za v živo, to se pravi, da naredimo eno svetovanje v živo, kjer majčkeno bolj podrobno pogledamo zadeve in tako naprej. In se seveda hitro zgodi, da če smo se to mi učili januarja 2023, vi ste pa začeli v bistvu sistem uporabljati v septembra 2024, da je tisto znanje že šlo in je nerelevantno in ne pač praktično lahko začnete od začetka. Tako da, tukaj priporočam, da če ste trdno odločeni, torej, da greste v online edu biznis, dajte si najprej vzeti čas, da zgradite vsebino. Naj bo vsebina zgrajena, recimo, če imate en tečaj, je dovolj vsaj to, da je vsebina zgrajena ta onboarding modul, to se pravi tisti uvodni modul, kar se tiče, bom rekel, uvoda v vaš program, in pa modul, prvi vsebinski modul. Potem pridete do mene ali pa pač se sami lotite vzpostavitve sistema. Tukaj pač vzamete, vkalkulirate ta čas, to se pravi, če vam ta sistem postavljam jaz, smo nekaj 3 do 5 delovnih dni, da jaz postavim, pa še par dni, da se vi usedete, pa se ga pa malo naštudirate tiste osnovne zadeve in tako naprej. In potem sledi vpis prvih udeležencev. Kar pomeni, v praksi vam lahko povem, da večina tistih, ki pridejo do mene v fazi, da imajo tečaj že precej pri koncu, v bistvu rabijo 14 dni prej. Preden začnejo z vpisi udeležencev, rabijo 14 dni prej, pridete do mene, pa da jim vzpostavim sistem. Če ga boste seveda sami vzpostavljali, potem dajte ta vzpostavitev LMS sistema računati majčkeno dlje časa najbrž, ne. Tako da v bistvu tole, kar bi res tukaj poudarila, je predvsem to, da se vprašajte mogoče iz tega konca, ne, torej kdaj pravzaprav bom začel vpisovati prve udeležence in potem od tam nazaj štartate, če bom delal z Marušo, bo to trajalo, ne vem, 14 dni prej, rabim pač dejansko začeti najemati moram kupiti LMS sistem, če bom delal sam, pa mogoče, ne vem, en mesec prej, ne. Skratka, najslabša varianta je pa res to, no, kar vidim, tudi sama imam te izkušnje, da v bistvu kljub temu, da strankam rečem, mogoče ne, zdaj še mogoče ni primeren čas, ne, pa se nekateri vseeno odločijo, ampak to je res, bom rekla, tam upoštevajte to, da prvič, ali boste plačevali zadeve za brez veze toliko pa toliko časa, ali se bojo vmes funkcionalnosti spremenile, pa si boste potem čez pol leta ali pa 1 leto zaželeli, da bi šli na drugo platformo, ali boste pa v bistvu, ne vem, vse, kar boste naredili pa se naučili, boste čez 1 mesec ali pa 2, ko ne boste zadev uporabljali, vse skupaj pozabili. Tako da, jaz vas na te točke torej vabim, no, dajte si pogledati tale 4 vprašanja, razmisliti o teh 4 vprašanjih, ne rabite še iskati rešitve, katera točno rešitev je, ampak si morate pri sebi razjasniti, kaj pravzaprav želite doseči, in pa potem v bistvu ste vabljeni, no, da pridete k meni na 15-minutni brezplačen posvet. Če imate dosti razjasnjene stvari, smo zelo hitro lahko pridemo do končne rešitve, katera platforma je za vas ustrezna.